Živijo, moje ime je Matej Gašparič in sem arhitekt. In dobrodošli na mojem podcastu Arhitektovi dialogi. Ko sem se pred dobrim desetletjem vrnil nazaj v arhitekturo in zaključil s prejšnjim življenjem, odprl One Man Band biro, sem ugotovil, da pravzaprav o teh stvareh ne vem kaj dosti. Bil sem praktično v četrtstoletnem zaostanku za mojo generacijo in nisem vedel veliko ne o gradnji, ne o detajlih, ne o zakonodaji, ne o načrtovalnem procesu, praktično o ničemer. Nekaj hiš, ki sem jih pred vrnitvijo sprojektiral, je sicer bilo zgrajenih, ampak sam sreči pa kvalitetnim izvajalcem se lahko zahvalim, da ni šlo kaj resno narobe. Edina znanja in izkušnje, ki sem jih prinesel s seboj, so bila znanja iz načrtovanja uporabniške izkušnje, znanja iz neke promocije in pa znanja iz menedžmenta ljudi, ki sem jih vse pridobil po ta najtežji možni poti, se pravi, da sem prej naredil vse možne napake in se iz njih učil. Danes, 15 let kasneje, tam nekje 70-80 hiš kasneje, od tega mogoče 40 že končanih, pa 40 v različnih drugih fazah, je situacija, hvala Bogu, povsem drugačna. Biro Gašparič ima danes ekipo 7 ljudi, kar nam omogoča, da delamo kar precejšnje število projektov, da neprestano igramo simultanko z njimi in temu primerno, številu primerno se naberajo tudi izkušnje in znanja. Precej ozko smo specializirani na enodružinske hiše, grajene z naravnih materialov, in ta ozka specializacija nam omogoča, da to področje zares dobro obvladamo. Tako jaz kot cel tim smo precej prisotni ne samo za risalnimi mizami in za računalniki, ampak tudi na gradbišču, v pogovorih z izvajalci, z dobavitelji. In ta prisotnost nam poglablja znanja, se te ljudje vejo bistveno več kot mi o marsikateri stvari, ker jo praktično delajo vsakodnevno. Naš modus operandi ni, da bi delali tipske projekte ali pa štepali projekte enega za drugega. Vsakemu projektu posebej se posvetimo čas. Vsi projekti so zelo individualni, pišeni na kožo naročnikom in lokaciji. Zelo veliko časa gre v raziskovanje lokacije, kot tudi v različne pogovore in interakcije, tako z naročniki kot z izvajalci in dobavitelji. In tudi to omogoča, da se razne izkušnje kar precej nabirajo. Zdaj, naročniki so si med seboj jasno zelo različni. Tako po prepričanjih, življenjskem stilu, številčnosti družin, številu otrok, praktično po vseh parametrih. In podobno kot naročniki se med seboj razlikujejo tudi lokacije, od strmih terenov v naravi do povsem ravnih terenov v nekih naseljih. Praktično ni 2 projektov, ki bi bila, skoraj bi rekel, podobna, kaj šele enaka. Sem pa tekom teh let in vseh teh projektov opazil, da se določene teme kljub vsemu zelo ponavljajo. Ponavljajo se dileme, ponavljajo se vprašanja naročnikov, pojavljajo se potrebe po določenih odločitvah. Zdaj, jaz sem zaradi same narave dela precej razpet med obiski naročnikov in gradbišč. Zelo veliko časa preživim v avtu in kot tak sem, odkar so prišli na sceno, praktično
hardcore user oziroma poslušalec podcastov. V bistvu sem navdušen nad njimi, predvsem nad to formo dolgih pogovorov. In tako sem 2 leti nazaj, malo za hec, malo za hobi, malo pa tudi za res, se odločil, da tudi jaz naredim svoj podcast. Ki sem ga poimenoval Arhitektovi dialogi. Skozi pogovore, najprej z naročniki, nato pa še s kom drugim, želim v teh podcastih osvetliti proces in življenjske vzorce, ki narekujejo v bistvu te arhitekturne rešitve, do katerih tekom teh procesov pridemo. Od današnjega dne pa te dialoge nadgrajujem še z novo podserijo in to so arhitektovi monologi. Arhitektovi monologi naj bi se posvečali ravno tem temam, ki se nam iz procesa v proces, iz projekta v projekt neprestano ponavljajo. Arhitektovi monologi niso nasveti. Če hočeš nekomu dati nasvet, moraš vedeti, komu govoriš, kakšna je njegova problematika, posvetiti se moraš tej problematiki. Tukaj govorim na splošno in zato so arhitektovi monologi mišljeni predvsem kot razmišljanja o temah, dilemah in vprašanjih, ki so se nam tekom dela, tekom arhitekturnega snovanja in gradnje iz proces ponavljali. Temam, ki me zanimajo tako profesionalno, po profesionalni dolžnosti, kot tudi osebno, in za temam, o katerih ravno zaradi vsega tega naštetega tudi zelo veliko razmišljam. Namenil sem se, da bom v arhitektovih monologih vsakič obdelal po eno tako temo, vsako na podlagi svojih profesionalnih izkušenj in znanj, ki sem jih pridobil tako na fakulteti, kot tudi pol tekom prakse. Arhitektove monologe lahko, tako kot tudi arhitektove dialoge, najdete na mojem YouTube kanalu, na Apple Podcasts ali pa na Spotifyju. Vkolikor vas te tematike, o katerih tukaj govorim, zanimajo, bom vesel, če kliknete subscribe, kar vam bo omogočilo, da boste vsakič, ko bo nova epizoda gor, o njej tudi obveščeni. Več o projektih, ki jih omenjam, najdete na naši spletni strani birogašperič.com. Če pa se ob poslušanju tega podcasta komu od vas utrne kakšna ideja, dilema, vprašanje, za katero se mu zdi, da bi jaz znal na nje odgovoriti, ali pa da se tiče teh tem, ki se jih tukaj dotikam, pa je seveda lepo vabljen, da to vprašanje pošlje na mg@birogašperič.com. Bom se potrudil odgovoriti, ali zasebno, če pa bo tema zanimiva, pa morda naredim iz tega tudi celo epizodo. Hvala lepa.